širni svet. Glej, zdaj se zdi planjave, vse kot en sam pisan cvet. Reke, polja in gori, urno mimo nas beži. Vozi me vlak v daljave, tja zdaj želi si srce. Ko sem bila mlada, sem ob progi postajala, ure neskončne vse dni. 100 in 100 vlakov sem preštela takrat, da sem sanjala o tem vse noči. Vozi me vlak v daljave, daleč te v širni svet. Glej, zdaj se zdi planjave, vse kot en sam pisan cvet. Reke, polja in gori, urno mimo nas beži. Vozi me vlak daljave, tja zdaj želi si moje srce, tja misli mi hiti. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, avtorji prispevkov, člani in podporniki Muzejskega društva Bled, ter vsi, ki vas zgodovina Bleda in okolice zanima dovolj, da ste se povzpeli po tem strmem dostopu do viteške dvorane Blejskega gradu. Lepo pozdravljeni. Ta čudovita melodija in nežne besede zimzelene Vozi me vlak v daljavo v izvedbi Janija Pogačarja in Sare Železnik so ustvarile mehko, kar nostalgično podlago za današnji dogodek. In prav je tako, kajti kot skozi okno vlaka potnik opazuje pokrajino, ki jo pušča za sabo, pa trenutka ne more zaustaviti. Tako tudi mi ljudje včasih le opazujemo minevanje časa, ki izkušnjo, občutek, dogodek spremeni v preteklost in v spomin. A nekaj pa je takih med nami, ki jih vodi radovednost do odkrivanja skritega, strast do zapisovanja skoraj pozabljenega, spoštovanje do preteklega. Opazovati jim ni dovolj. Želijo raziskati, zapisati, shraniti za čase, ko bo vlak današnjih generacij že zdavnaj odpeljal s perona. Med njimi so tudi avtorji prispevkov, ki sestavljajo 14. številko monografije Razgledi, ki jo že od leta 2006 pripravlja, ureja in izdaja Muzejsko društvo Bled ob pokroviteljstvu občine Bled in Zavoda za kulturo Bled. K uvodnemu pozdravu vabim direktorico Zavoda za kulturo Bled. Gospa Leja Ferjan, izvolite k besedi. Spoštovane in spoštovani zbrani na Blejskem gradu. Zahvaljujem se za povabilo in priložnost, da vas lahko uvodoma pozdravim ob predstavitvi že 14. številke monografije Razgledi. Posebej razveseljivo je, da se po letu premora ponovno srečujemo ob izidu publikacije, ki je skozi leta postala pomemben in prepoznaven del blejskega kulturnega prostora. Razgledi niso le zbirka člankov, so dragocen zapis časa, ljudi in zgodb, ki soustvarjajo identiteto našega kraja. Na Zavodu za kulturo Bled smo ponosni, da lahko skupaj z Muzejskim društvom Bled in ob pokroviteljstvu občine Bled soustvarjamo pogoje, da takšna monografija nastaja. V njej so objavljeni pomembni, strokovno utemeljeni prispevki, ki bodo tudi v prihodnje predstavljali zanesljiv vir informacij za raziskovalce, študente in vse ljubitelje zgodovine in kulturne dediščine.
Vsaka številka razgledov je rezultat predanega raziskovalnega dela, uredniške skrbnosti in iskrene zavezanosti ohranjanju naše skupne dediščine. Prav zato je današnji večer praznik znanja, sodelovanja in spoštovanja do preteklosti. Vsem avtorjem, uredništvu in Muzejskemu društvu Bled iskreno čestitam za novo številko ter se zahvaljujem za njihovo vztrajnost in strokovnost. Želim vam in tudi nam prijetno predstavitev in druženje. Najboljše stvari... Še malo. Najboljše stvari se zgodijo v sodelovanju in veseli nas, da se na Bledu zavedamo, da je to edinstven kraj, kjer se podoba kulturne krajine, zgodovine in vsakdanjega življenja prepleta v zgodbo. V zgodbo, da med jezerom, gradom in vasmi, ki ohranjajo spomin na pretekle rodove, prepoznavamo dediščino kot živ organizem, kot nekaj, kar spoštljivo varujemo, odgovorno soustvarjamo in zavestjo predajamo naprej. To je del vizije Muzejskega društva Bled, ki Bled vidi kot skupnost, ki razume svojo preteklost in jo zna pripovedovati domačinom, obiskovalcem in prihodnjim generacijam. Zdaj pa k besedi vabim predsednika Muzejskega društva Bled, gospoda Roberta Klinarja. Najlepša hvala. Se vidi, da sem še bolj prefričan, tako da imam kar, sem prehiter včasih, ampak kakorkoli. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni avtorji in avtorice, spoštovana direktorica Zavoda za kulturo Bled, dragi prijatelji. Iskreno dobrodošli na predstavitvi 14. številke publikacije Razgledi. Vsaka nova številka te publikacije je poseben dogodek, ne le zato, ker prinaša nove raziskave, zapise in spoznanja, temveč tudi zato, ker znova potrjuje, da je naš prostor živ. Živ v svoji zgodovini, dediščini in spominih ter v sodobnem razmisleku o tem, kdo smo in kam gremo. Letošnje razglede so ustvarja 10 avtorjev in avtoric. Vsak prispevek odpira svoje poglavje, svoje vprašanje in svoj pogled. Več o vsebini boste slišali v nadaljevanju o posameznih predstavitvah. Ta številka je tudi lep primer uspešnega sodelovanja med Muzejskim društvom Bled, Zavodom za kulturo in občino Bled. Prav takšno povezovanje je temelj za to, da lahko dediščino ohranjamo ter jo hkrati predstavljamo strokovno, premišljeno in dostopno širši javnosti. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem avtorjem in avtoricam za njihov trud, raziskovalno vztrajnost in pripravljenost deliti svoje znanje. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri nastanku publikacije, od uredniškega dela do organizacije današnjega dogodka. Naj bo današnji večer priložnost za pogovor, izmenjavo mnenj in ponos na bogastvo zgodb, ki jih nosi naš prostor. Hvala, ker ste z nami in na razgledi še naprej odpirajo nove poglede. Sedaj bi pa prosil, glede na to, da je dobršen del energije v razgledih 14 še dal moj predhodnik, bi prosil še Srečota za kratek nagovor. Hvala lepa. To me je presenetilo, ne? Tako ne zdaj povem, ne? Ja, tako. Lepo pozdravljeni. Me veseli, da smo prišli do enega novega izdelka, bi rekel človek, do zapisa ene zgodovine, nekega prostora in nekega trenutka. In kaže na to, da bo tole leto zelo plodno, ne? Ker smo začeli že tako rekoč marca. Ne? Ja. Tako da, kakšno besedo bom verjetno in kasneje še povedal, glede na to, da nam eden od avtorjev danes manjka, nepričakovano. Tako da hvala lepa za enkrat. Kot smo slišali, tovrstna številka prinaša 8 člankov, 8 avtorjev in
Pod 2 članka sta se podpisala po 2 avtorja. Eden pa se je podpisal pod 2 članka. A ste mi sledili? Zapleteno, kaj ne? Ampak, številke, dvojke in osmice, čeprav numerologija ni ravno znanstvena disciplina, pa imajo števila v mnogih kulturah simbolne pomene. Če vam povem, da je dvojka simbol odnosov, povezovanja in usklajenosti, osmica pa simbolizira vztrajnost, disciplino in kontinuiteto, potem smo kar na dobri poti. Dvojka se prilega tudi našemu današnjemu duu, glasbenima ustvarjalcema Janiju Pogačarju in Sarah Železnik. Jani, doma iz sosednjih gori, je sicer zelo aktiven član muzejskega društva Bled in se že od malega ukvarja z glasbo. Neka družinska foraba je. Sicer ga v zadnjih letih poklično vleče v finančne vode, a brez glasbe mu živeti ni in pogosto sodeluje z manjšimi zasedbami in solisti. Sarah Železnik pa je izjemna vokalistka, ki je študij petja zaključila na konzervatoriju v Amsterdamu, na Nizozemskem, že leta 2018. Zdaj nastopa kot solistka in članica različnih, tudi mednarodnih zasedb, od leta 2023 pa deluje v Sloveniji kot glasbenica in pedagoginja. Naslednja pesem, ki bo napolnila to dvorano, je Overjoyed, ki jo je svetu dal nepozabni Stevie Wonder. I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out the perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do, but they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love over me. Over heart, I have painfully turned every stone just to find I have found what I've searched to discover. I've gone much too far for me now to find the love I have sought can never be mine. And though you don't believe that they do, but they do come true. As far did my dreams come true when I looked at you. And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love over me. And though the odds say improbable, but what do they know? For in romance
needs is a chance, and maybe with a chance you may find that you too, like I, overjoyed over love, over me. Na na na. Jani Pogačar. Čudovito, tudi mi smo overjoyed over you. Zdaj pa, kot vidite, smo tukaj pripravili eno tako mini dnevno sobo. Za jest pa za pit sicer še nimamo, ampak rože pa imamo, ne? Rože pa imamo. Tako da bi jaz povabila na tele v mojo dnevno sobo prvo sekcijo naših avtorjev. In to so gospa Sabina Ravnikar, gospod Janez Bizjak in gospod Pavel Jamnik. Prosim. To so džentelmenske manire, še džentelmenske manire. Stara šola, a ne? A je to Dunajska? A je kakšna druga? Kakšna druga? Zdaj, v rokah držim to publikacijo in na naslovnici te publikacije, gospa Ravnikar, vidimo eno tabeljno sliko, ki je bila del vašega članka. Torej, sliko iz leta 1775, ki jo hrani Škofijski muzej v Brixnu. Mene je slika navdušila, prav tako pa me je navdušil tudi naslov vašega članka, s spoštovanjem do preteklih dotikov, ob konzervatorsko-restauratorskih posegih na oltarju svetega Petra in lesenem koru. Prej so gospodje rekli, da ste vi tista gospa, ki je zaslužna za to, da naš kor še stoji. A nam lahko poveste kaj več o tem, kaj se je v naši kapeli na Blejskem gradu dogajalo leta 1924? Pa tamle imamo mikrofonček, upam, da bo delovalo. Ja, zgodba je šla tako. Leta 1924 je strani Zavoda za kulturo Bled prišla ena pobuda za restauriranje oltarja iz kapele in na to se je temu pridružil še leseni kor. Zdaj, mi, kot jaz sem predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine, naša naloga je bila, da celoten postopek restauratorsko-konzervatorskih posegov nadzorujemo in usmerjamo. Samo izvedbo konzervatorsko-restauratorskih posegov pa je izvedlo restauratorstvo Kavčič. Tako da smo v bistvu ta prispevek pripravili skupaj s kolegico Frančiško Oražem, ki se je danes opravičila. Ona je pač tako restauratorka iz te restauratorskega podjetja. Tako da nekako jaz sem pripravila nek oris stavbno-zgodovinski kapele. Kolegica pa je opisala natančno, kako so konzervatorsko-restauratorski posegi potekali. Zdaj, mogoče, da samo osvetlim, kapela je bila v letu 50, ko so na gradu prvič dali pobudo za postavitev, in sicer prenovo in postavitev muzeja brez opreme. Prvotna grajska oprema je po jožefinskih reformah bila razprodana, tako da je bila prazna. In takrat so konzervatorji in muzealci v Narodni galeriji našli en manjši oltarček, ki je časovno in slogovno nekako ustrezal stavbno-zgodovinski orisu kapele. Se pravi, gre za oltarček, ki je bil prvotno iz svetega Petra nad Begunjami. To je oltar iz nekak sredine 17. stoletja. In zdaj, to je minilo od te postavitve več kot 50 let. Oltar ni bil v tem času nikoli restauriran, tako da je pač vreme in v bistvu te klimatski pogoji v kapeli so pač naredili svoje. Tako da, ko so ga odpeljali v restauratorsko delavnico, se je v bistvu takrat šele prvič pokaže, v kakšnem dejanskem stanju
neko leseno rezbarsko delo je. In v bistvu se je ugotovilo, da je bil enkrat že restauriran, in sicer predno so ga postavili v 50 letih kot novo muzejsko postavitev v kapeli, ampak da so bili ti posegi za takratni čas kar precej, bom rekla, konzervativni in zadržani, kar v bistvu ni bilo slabo. To pomeni, da smo v bistvu v roke in v restauriranje dobili neko delo, ki je imelo v bistvu še izvirno podobo iz sredine 17. stoletja. To pomeni, ni bil preslikan, kar se nam danes velikokrat po cerkvah zgodi, da so oltarji, ki so recimo iz leta 1600 in navzgor, bili tolikrat predelani, da so bili popolnoma preslikani. Zdaj smo v bistvu mi imeli neko izvirno podobo z res minimalnimi retušami. Res, na oltarju so bile poškodbe bodisi insektov, lesne vezi so popustile, na določenih delih se je tudi pač pozlata odkrušila, odstopila. Tako da je bilo v bistvu v veliki meri tudi nadaljnji posegi so bili usmerjeni na ta konzervativni pristop. To je v bistvu majhen drugač, kot mi zdaj srečujemo oltarno opremo v cerkvah, kjer jo zelo intenzivno velikokrat predelajo, ker je tudi bodisi želja ali pa pričakovanje naročnikov, da dobijo nek osvežen, svetleč, zlat oltar. Tako da tudi tukaj mi nismo vrnili nazaj nekega čist prenovljenega svetlečega oltarja, ampak je bil pristop zadržan, se pravi, se je v bistvu utrdil celoten lesni nosilec, utrdile so se vezi, bom rekla, na minimalnih delih se je rekonstruirala in minimalno retuširala pozlata. V veliki meri je pa za neko, bom rekla, čisto splošno oko komaj zaznavne prenove. Recimo bilo je pač kar precej nekih drobnih zanimivosti, kot recimo mikropoškodbe od drobnih kovančkov, ki so jih ljudje metali ali podtikali v oltar. Se pravi, tako neko tako male pobožnosti, vraževerje, ki jih srečo. Ni to sicer povzročilo nekih velikih poškodb, ampak v bistvu take male, ki se jih je dalo v bistvu čisto lepo sanirati. Odlično. Kakšna pa je zgodba Kora? Kor je pa v bistvu edina originalna izvirna lesena oprema iz, bom rekla, prav tako sredine oziroma druge polovice 17. stoletja. Kor se je delno demontiral in prepeljal v restavratorsko delavnico, medtem ko se je pa podnožje ohranilo. To so bili leseni tramovni nosilci hrastovi. In ker je bil les v bistvu kar precej v redu, je bila tudi ena možnost, da se vzame vzorec za dendrokronološko analizo. To je v bistvu ena taka redkih priložnosti, velikokrat zaradi nekih finančnih zmožnosti, okvirov tega ni moč narediti. Tle je pa v bistvu zavod šel nasproti, pa se je lahko ta analiza, ki jo izvaja Biotehniška fakulteta, se je naredila in je dala nek rezultat, ki je v bistvu datiral ta hrastov nosilc, da je bil posekan nekako konec 16. stoletja. To pomeni, da je v bistvu, oziroma ali kasneje, da je ta nosilni del kora v bistvu starejši, pa je potem bila ta fronta, ki jo zdaj vidimo, bila potem kasneje po teh požarih nadomeščena, ki je nadomestila pač neko starejšo formo. Najlepša hvala.
Druga dva predmeta, ki ju pa opisuje naslednji članek, pa segata precej dlje v preteklost, kot je obstoj Blejskega gradu. Avtorja Janez Bizjak in Pavel Jamnik sta preučila arheološki najdbi bronastodobno sekirico in rimskodobni zvonček z območja Gorij pri Bledu. Pavel Jamnik, politolog in publicist, se že več kot 45 let ukvarja z jamsko in predvsem kamenodobno arheologijo. Sam ali s sodelavci je odkril že več kot 10 kamenodobnih najdišč in svoja odkritja objavil v več kot 200 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih. Gospod Jamnik, zakaj je bila najdba male bronaste sekirice tako pomembna, da ste o njej napisali članek? Ja, najprej vsem lep pozdrav. To se pravzaprav tudi jaz sprašujem. In sprašujem se, zakaj so pomembni kamenčki, v katerih sem pisal v prejšnjih razgledih, pa kosti sviscev izpred 12.000 let, v katerih še v prejšnjih razgledih. Ampak, če se nehamo šaliti, vsaka arheološka najdba kot predmet je pomembna predvsem zaradi tega, ker odstira nek naš pogled na preteklost na nekem kraju, v nekem območju. To je tudi ta čar zgodovine, da ljudje, ki v nekem času živijo, se pravi mi v današnjem, skozi te najdene pa odkrite predmete lahko nekako pokukamo skozi ključavnico v prejšnje čase in nam potem taki predmeti v kontekstu tega, kar pač v nekem času o preteklih dogodkih vemo, poskušajo ustvariti predstavo o preteklih časih, nam mogoče pomagajo razumeti tudi naše odzive na življenje. Predvsem pa taka najdba, tako kot ste vprašali, zakaj je ena sekirica toliko pomembna, da je v njej pametno napisati članek. Ta konkreten predmet je poleg kamenodobnega najdišča Poglejska cerkev na Poljšici najstarejši predmet na območju Gorij, ki kaže, da so ljudje že v bronasti dobi se zadrževali tudi na območju Gorij. Kje so takrat živeli? Kako je ta sekirica prišla na ta hrib Kočevnik, to seveda ne bomo mogli nikoli vedeti. Ampak že samo iskanje, razmišljanje o človeku, ki je to na nek način izgubil, ali pa mogoče najprej smo mislili, da bi bilo to lahko celo prostor, kjer so darovali, ker v bronasti dobi, kot smo tudi že pisali v eni številki prejšnjih razgledov, je na hribu Osojnica eno najbolj pomembnih najdišč nekega svetega prostora iz bronaste dobe, kamor so ljudje takrat prihajali in podarjali dragocene predmete, med njimi predvsem tudi take bronaste sekirice. Vse to še seveda čaka na resne arheološke raziskave. No in ob odkritju te sekirice v Gorjah smo najprej pomislili, da mogoče je pa tudi tam tak svet prostor, ker je Kočevnik pa hriba, ki sta še ob njem, zelo spominjata tudi na Osojnico. No, ko smo zadeve pregledali, smo si ogledali širšo lokacijo, zdaj predvsem mislimo, da je to nekdo, nek lovec, nek človek v tistem času pač na tem območju hodil in to sekirico izgubil. Ali pa, ker je pa zgodovina zmeraj najbolje napisana zgodba. Vprašanje, koliko je taka zgodba tudi resnična, ampak ljudje verjamemo tisto, kar se najbolje sliši, si pa pravzaprav lahko vsak, bo ta članek prebral,
ustvari svojo podobo, kako je bronastodobni človek nad gorjami. Kaj je počel tam, ko je izgubil sekirico? Kaj je počel s sekirico, ja. Hvala lepa. Gospod Janez Bizjak, arhitekt in publicist, pa je avtor 7 samostojnih knjig in soavtor 5, ali jih je že kaj več? Kdo bi štel, a ne? Če kdo drug ne šteje, Damjan najverjetneje ve. Ja. Torej, doma in v tujini je objavil 370 strokovnih ter poljudnih člankov z področja varstva narave in visokogorske arheologije. Od leta 1995 pa raziskuje snovne sledi prvih prebivalcev v visokogorju slovenskih Alp, od prazgodovine do srednjega veka. Gospod Bizjak, kakšna pa je zgodba najdbe rimskodobnega zvončka? Se želiš. Dober večer. Začel bom znanim rekom, da so vsa velika odkritja stvar naključij. Drugo pa pravi, da naključij ni, da se vse zgodi z določenim namenom. Zdaj pa presodite, kaj je tukaj v ozadju te. Tako ta zvonček, mimogrede je bil opisan že enkrat v nekih starih razgledih, Marjan Zupan je napisal mehen članek o tem, mislim, poleg drugega ga je upletel. Torej zvonček je bil najden naključno. Bom povedal kako. Tudi Pavel Jamnik je pozabil omeniti, da je tudi bronasta sekirica bila najdena naključno. Naključno pač na enem kolovozu oziroma na traktorski poti se je to pokazalo. Ne. Tudi ta bronasti zvonček je bil najden naključno in to je bilo leta 10, se pravi že 16 let od tega. Sva ženo nabirala gobe na Homu in takrat, da ne bom povedal, kje so gobe, takrat malo pred tistim, kakšno leto prej, so kmetje naredili novo gozdno vlako, tik pod vrhom Homa, nova gozdna vlaka, ki je danes, da se šel zadnjič gledati, čisto zaraščena, se skoraj nič ne več ne vidi. No in ko sva se vračala navzdol proti Sveti Katarini, mislim, tik pod vrhom Homa, no še, in na najbolj strmem delu sem videl tistim prerezu te vlake, ki je, se veste, kamnina tam je apnenec, je bilo vse belo, ne, šoder pa tako naprej. Ampak tam nekje se mi je zdelo, ko sem stopil čez, da se je zasvetilo nekaj zelenega. Pa nisem bil pozoren, pa sem šel pa nazaj, pa nisem več videl, ker svetloba je drugačna, ne, sem šel spet malo naprej, pa nazaj dol in sem videl tak zelen kvadratek oziroma pravokotnik. Sem najprej pomislil, da je to bronasto. Kamnita sekirica, ne, to je malo besnosti, ne, vsak misli, da je najstarejše najdel. Potem sem začel za novejco praskati tisto ven, ker to je bilo zabito v ta kolovoz, zabito. Začel praskati, nisem imel nobenega orodja, ne, da bi prej ven dobil in sem glih komaj izluščil ta zvonček. Je bil pa nepoškodovan zato, ker je bil že prej nabit z zemljo, je imel tudi kembelček nepoškodovan in tudi sama oblika je bila takšna, kot bi jo tisto leto nekdo kupil nekje na tržnici, mislim na takratnem trgu. Ne, potem se pa človek obrača, ne, pa se sprašuje, kdo pa je to držal, ne, oziroma držala je ovca, ne, ki je izgubila tam na tem. Na Homu je bil včasih pašnik, ker je zdaj gozd, to so bili pašniki in tudi rudne jame so tam, pa če ste brali stare razglede, je tudi rudarski rov pod Homom, ne, zelo star rudarski rov. No in nedvomno je ta ovca pripadala nekomu, ki je blizu bival, se pravi enemu domačinu z te okolice, gorjanske. No in potem pa seveda človek začne špekulirati, mogoče je pa to
bilo narejeno tudi, ki je blizu, tle okrog, ne, sej gorje so znane po zvončarstvu. Sam to, da bi bil ta zvonček narejen na območju gorji, seveda ni dokazal, ampak špekuliramo pa lahko, ne. To je vse. Zgodba je pa lepa. Zgodovina piše najlepše zgodbe. Jaz vam vsem skupaj želim še veliko naključij, veliko lepih odkritij in seveda nam vsem pa veliko zanimivih člankov. Hvala lepa. Ja, zdaj pa na oder, če se mi niso še preplašili, vabim naslednjo skupino avtorjev. Janez Hudovernik je nekje obtičal, pa ga bo zamenjal Srečo Vernik, ki je neprecenljiv in očitno lahko zamenja kogarkoli. Evo, prosim pa še Miro Kelbel, Daniel Divjak in pa Damjan Mulej. Damjan, ti ne maraš prvih vrst očitno, ne? Ne. Tako. Ja, zdaj ni gospe, ki bi jo posedli na sredino, se boste morali kar zmeniti. Srečo, Janez Hudovernik je po zapisih Jožeta Skumavca spisal zelo zanimiv članek o lazah, o vazah. A nam lahko poveste kaj več o tem, katere zgodbe se pa tam pišejo? Tako je, se spominjamo Skumavca Jožeta, odličen predavatelj in pisec in izjemen poznavalec rastlinja, rož, cvetic. Ni da ni, res izjemno. Se mi zdi, da bi ga najbolj začutili, če lahko preberem en del njegovega članka, ki je šel sicer posthumno, ne. Njegova žena je po njegovi smrti ta članek, ki ga je napisal, posredovala Hudoverniku in meni in potem to je nekaj časa ležalo v predalu, pa smo rekli, dajmo tole objaviti, ne. To je zelo zanimivo. Tudi en tak prispevek enega prostora, enega kraja na robu Bleda, ne, ali pa celo gori, ne vem, kam bi ga dal v resnici, ne. In on pravi takole, Jože Skumavc. Zgodbe, ki so se na lazah ohranile skozi stoletja, niso le drobci preteklosti, temveč živa tvarina sedanjosti. Pripovedi o vstalem mrtvecu, o kmetih, ki so si z golimi rokami izborili košček zemlje, o fantih, ki so bežali pred vojaščino, o ženah, ki so z vilami nalagale na lojtrnik, o pastirjih na Mežakli in bajtarjih. Vse to so niti, ki skupaj tkejo kolektivni spomin kraja. Vsaka domačija, vsak hišni priimek, vsak odmaknen rovt ali potok s svojim imenom nosi v sebi tihe priče nekega časa, ki se zdi oddaljen, a v resnici ni pozabljen. V domačih narečnih besedah, v načinu dela, v pripovedih starejših, ki jih mlajši še zmerom poslušajo, v tem je živa vez z davnino. Zgodovina spodnjih in zgornjih las ni le zgodovina nekega podeželskega kraja. Je zgodovina odpornosti, skromnosti, prilagodljivosti. Je zgodovina ljudi, ki so znali živeti z naravo, prestati vojne, izseljevanja in spremembe, pa vendar ohraniti nekaj neprecenljivega. Občutek za skupnost, pripadnost in notranji mir. Ko danes hodimo po poteh med domačijami, ob robovih gozdov, mimo starih znamen in novih cest, nas te zgodbe spremljajo kot senca, kot korak pred nami. V njih ni le preteklost, v njih je tudi prihodnost, kot opomin, da je resnična moč kraja vedno v ljudeh, ki znajo poslušati, pripovedovati in ne pozabiti. Se mi zdi, da
da so te besede zelo sporočilne. Ne? In bi rad nas vse tudi spomnil, s kakšno strastjo je on organiziral tako imenovane po poti črnega teloha. Ne? Ta šopek, ki je tukaj, nima neke posebne umetniške vrednosti, bi rekel, ampak ima pa veliko simbolno vrednost. Ne? V resnici ne, je to duh njegovega časa. Smo ga s tem povabili v to dvorano. In tisti, ki smo ga spremljali, ne, skozi življenje in tudi z njim sodelovali, ne, je bil res nekaj neprecenljivega. Velik človek. In zato smo se potem tudi odločili, da objavimo ta članek tudi v spomin na njegovo ljubezen do narave in domačih krajev. Najlepša hvala. Kar se mi zdi en skupni imenovalec vseh člankov, vseh avtorjev je, zdaj smo ugotovili ljubezen do zgodb, v bistvu ste vsi zelo romantični, in pa strast. Tudi Miro Kelbel jo ima. Miro, kako? Kamenkov ali kamnekov? Kamnekov. No. Miro je potomec najstarejše družine v vasi Bohinjska Bela, kamor sem se jaz priselila enih, 25 let nazaj. Še zdaj ne znam izgovoriti pravilno seveda vseh imen. Se pa vse bolj zavedam pomena in vrednot vasi kot take. Gospod Kelbel pravi, da je pisnega gradiva o zgodovini vasi res malo in upa, da bo njegova predanost zapisovanju tistega, kar zapisano še ni, spodbudila še koga, da bo delo dopolnil, dokler je še čas. Prvi članek, ki ste ga pripravili za te razglede, je članek o poljudni zgodovini Bohinjske Bele. Pa ga začnemo z neuradno himno Blanov, ki naj bi jo po izročilu napisal Valentin Vodnik. A jo znate na izust? Ne. Jaz tudi ne priznam, preveč kitic je. Jo je pa gospod podjet uglasbil in jo prepevamo. Včasih na podlago kakšnega kozarčka, pa se jo ne zapomnimo prav za dlje časa. Tako, ampak zakaj ste se odločili napisati pač to zgodbo Bohinjske Bele? Kaj je tisto, česar večina ljudi, tudi domačinov, o zgodovini Bohinjske Bele ne ve? Se sliši? Dela. Mene je vodilo to, da pravzaprav smo vsak dan starejši in vsak dan se bolj zavedamo, da smo pozabili vprašati tiste, ki so še starejši. Moja pokojna teta je bila, včasih smo ji rekli, da je cija čist navadna družba brez kakršnih koli kvalitet, ker ona je vedela vse. Vse. Nisi mogel mimo nje, če te ni spredje ujela, te je zadaj skavklala, kot se reče, kaj in kako. In v bistvu je bila ona živa enciklopedija. Vedela je za vso žlahto, od Rateč pa do Kranja oziroma do Zgornjega Brnka, ker je bila njena mama, oziroma moja tudi. In jo nismo sprašali, takrat nas to kot mlade ni zanimalo. Ko nas je pa začel zanimati, pa ni bilo nikogar več, ki bi ga lahko vprašali. Zaradi tega je bila moja ideja, pa kar se še spomnim, oziroma kar sem lahko zvedel od starih ljudi, da to nekam zapišem. To ni neka, bi rekel, visoka študija in ne vem kaj, bolj je vse v smislu, kot je napisal Miško Kranjec, strici so mu povedali, tukaj moram reči, da tete so mi povedale, je to več, ne. In druga stvar je pa ta, da pravzaprav
veliko teh, ne bom rekel otrok, ampak mlajših, začne zdaj spraševati, kako pa je bilo to, kako pa je bilo to, kako pa je bilo to, kako pa je bilo to. In zaradi tega sem poskušal skozi neko tako poljudno zapisovanje, lahko bi rekel, kot je bilo včasih pred 30 leti, ko so se pojavljali interneti in Windowsi in tako naprej, je bilo zelo popularno Windowsi za telebane. To ni bilo mišljeno žaljivo, ampak da je to predstavljeno na tak način, da ga pravzaprav vsak, ki ima nekaj veselja se s tem baviti, lahko razume in uporablja. Tretja stvar je, da pravzaprav, kot je že Darja rekla, tega pisnega gradiva je malo, ker moram reči, da Bela je pravzaprav majhen posebna. Zelo dolgo časa se je blejska občina nehala pristavi, naprej ni bilo ne kaži pota, ne nič, ker če gledamo Bled kot tak ali pa Blejsko kotlino, ožjo, ne Blejsko Radovliško, vidimo, da je to od Ribanga, Sela, Bodeš, Koritanga in gori in zasipa je v bistvu to nek enoten prostor, dočim na Bohinjsko Belo pa moramo lesti čez hribe. In mi nismo spadali ne k Bohinjcem, ne k Blejcem. Dejstvo pa je, da pravzaprav že v rimskih časih so poti vodile od Svete Lucije čez Bohinjske gore in potem čez Gorjuše, čez Zajamo, čez Vodice na Ledne in potem na Belo in pa potem čez Megre v Zako. To je bila normalna pot, ker po dolini se ni bilo niti varno, niti ni bilo neke poti. Prva neka neposredna komunikacija je bila narejena v Soteski, tam je vklesana še danes letnica 1554, ko so naredili stopnice, tako imenovane štenge, da so potem pretovorili blago, ki so ga pripeljali po levem bregu Save do Obrn, preložili na konjske hrbte in potem čez. Nesli spet na hrbtih in potem naprej pa spet od Mokrega Loga, naprej pa spet z vozovi. To je bila prva, ki je skrajšala za velik ur, kdor je kjerkrat hodil. Gospod Klinar je velikrat hodil na Pokluko, tako da ima to dobro. In taka situacija je bila potem naslednjih 250 let, ko je leta 1798 Žiga Zois naredil po desni strani pot in se je potem ta cesta oziroma ta pot se je skrajšala za bistveno. Most je mogel biti, ne ve se točno, kje je bil, ampak most je mogel biti približno tam, kot je zdaj jaz. Miro, jaz vidim, da ta enciklopedičnost se je dedovala. Ja, se je dedovala. Dejva povedati nekaj še o drugem članku, v katerem se pa posvečate hišnim imenom. Zakaj so tako pomembna? Kar se pa tiče tega drugega članka, je pa meni je bilo zmeraj zoprn srečaš tamle enega fanta ali punco, pa vprašaš, žgal si pa ti pove nek priimek, ki ga nimaš kam vtakniti. Jaz vem, da ko sem bil v 8. razredu, sem en mesec nosil pošto namest rednega poštarja, sicer je bil toliko previden, da ki je bil 31. oziroma 1. je prišel nazaj, zaradi tega,
Takrat se je nosil vse v kešu in je vsak malo odrinil. Ampak je bilo pa čisto v redu, ampak spoznal sem pa vsako hišo, kdo in kaj. Danes pa ne veš in ljudje se več ne predstavljajo z hišnimi priimki, ki so bili včasih obvezni, ko se je pač naredila nova hiša, je mogel dati v gostilni, pa tudi z gostilne smo zdaj slabi, in tam je mogel dati za pijačo in potem so krstili hišo. Tako smo mi dobili ime Parkamnek, zaradi tega, ker je to Kamna Gorica, pa tokle imamo zemlje, spodaj je pa kamen. In me je to spodbudil, da pravzaprav grem od hiše do hiše in dejansko jih je recimo nekako 50% še zmeraj z hišnim priimkom. Nekateri že malo tajijo, da ga imajo, in je treba kakšne sosedele vprašati. Za lažje razumevanje sem pa zraven vzel oziroma navedel še hišno številko trenutno. Tako da je in vse skupaj gre, se začne pri mežnariji oziroma pri cerkvi in gre potem do konca in tudi skozi vse te zaselke, recimo Obrne, so bile včasih Obrne pa Strmine, pa Obrne so spadale pod Slamnike, ki so tam gor, pa Koplenk imajo najmanj 3 republike, Mešiše pa Cerkelj pa Guna vas. Ampak z Gune vasi pravijo tudi ta prvi in Guna vas. Tako da je zelo komplicirano in na ta način si nekako s temi imeni pomagamo. Je pa še ena posebnost. Jaz pravim, da mi Blani smo zelo varčni in spuščamo marsikaj in potem se ločimo od, ne vem, Ribnanov, Blejcev, Gorjancev, ki hišne priimke ponovadi zaključujejo na O. Parkovačo pa tako naprej. Mi tisti O pa I pa U ne šmirglamo. Če se konča z R, je potem zraven še J, prsuhar J, in tako naprej. Vice pa ta, recimo, skozi razvoj kraja, Koplenk je bil zmeram mal za sebe. Zaradi tega oni so tudi katastrska občina Selo, preprosto zaradi tega, ker na Selu oziroma spodaj pod Ribnem se Sava že zelo umiri in most je zdržal recimo 2-krat toliko časa kot pa na Bel. Na Bel je pa padec zelo velik in ko pride voda, je in ah. Zaradi tega so bili oni vezani na Selo, tam so hodili čez Koren in šele preko, kasneje, ko so ti mostovi postali trdni, se je ta stvar normalizirala, ampak še zmeraj so pa malo zase. Oni imajo pa celo mešanco, sicer je samo 14 hiš, ampak imajo mešanco. Eni so na O, eni so na E, eni so na U. To je, bi rekel, ta zgodba, ki sem jo poskušal zajeti. Zdaj, bojo to otroci in mladostniki še kjerkrat vzeli v roke, ali ne, upam, da bojo. Kar se pa tiče prejšnje članka, pa upam, da se bo kdo najdel, pa bo poskušal poiskati pisne vire in živih virov ne bo več. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Jaz mislim, da je tole vsemu navdih.
mogoče tudi drugim zaselkom, drugim vasem, da popišejo svoje, da se dejansko zgodbe ohranijo, dokler je še čas. Zdaj pa prihajamo iz zanimivih zgodb na zanimive fotografije. Danijel Divjak, upokojeni univerzitetni diplomirani ekonomist iz Ribnice na Dolenjskem, se ljubiteljsko ukvarja s fotografijo in zbiranjem informacij iz preteklosti. 14. številko razgledov je dodatno začinil z naključno najdbo, spet naključja, fotografij, ki upodabljajo Josipa Broza Tita in njegove tovariše med bivanjem v Vili Bled in jadranjem po jezeru. Nam poveste zgodbo. Prvo sem skupaj, dober večer, dober dan. Bi pa malo preskočil ta prvo. Zakaj? Miro Kelbl je bil sodelavec pred 40 leti, več kot 40 leti na področju posebnega in on je bil eden izmed specialistov. Oba sta bila malo čez les, se pravi on Lip Bled, jaz Inles Ribnica. To je dobro, ne? Tudi Ribničan se malo naredi neumnega, pa potem pokasira. Zakaj? Mogoče samo informacijo, ki se danes več ne ve, kako so se cene oblikovale, bile so zagarantirane cene, zamrznjene cene, dovoljen dvig 10% in mi dva so bila ena izmed tistih prvoborcev, prej so malo pregledala, kjeri so še živi in tako naprej, pa so gotovili, da jih nas je zelo malo še, ne, in bi jaz dal njemu nalogo, da naj piše o tem, ker se gre za Lip Bled in za to področje in on to obvlada. Ko je bilo rečeno 10%, je nam uspelo, da smo dvignili 30% in tako naprej. No, ampak drugi, ki pa je tlele kriv za to objavo, je Pavel Jamnik. Mogoče malo zgodbe. Leta 1976 je skupina jamarjev z Ribnice odšla v Goro Veliko Goro, kjer je nek sorodnik iskal ostanke svojega padlega brata v bolnici Ogenca, ne vem, koliko je to poznano. V italijanski ofenzivi je bila bolnica v Kraški jami, po izdaji so se odločili, da jih bolničarka postreli. In leta 1976 sta bili najdeni dve okosti, in sicer bolničarke in še enega ranjenca. Leta 1924 pa sem predlagal ribniškim jamarjem, da se to preišče s sodobnejšimi sredstvi. In Pavel Jamnik je član Ribniškega jamarskega društva. S strokovno pomočjo informacijami je bila jama preiskana in uspelo je najdeti recimo razbito uročno uro, ki jo je eden izmed ranjencev razbil in zakopal v zemljo in tako naprej. To je opisal dr. Aleksander Gala. Pavle tam so se takrat spoznala, predebatirali marsikatero stvar in pol me je on lansko leto podsukal in rekel, kaj s tistimi fotografijami, se rekel, kjer je fotografija, kaj pa imam jaz tu, ne. No, film sem najdel, dal Milošu Toninu, ki se s tem drugače ukvarja, in fotografije so tukaj. Pol mi je še napeljal, daj napiš, kako je to bilo, ne. No, v glavnem, potem pa začneš tu iskati in ugotoviš, kot je Miro rekel, čas, ko je bilo možnost koga vprašati, je mimo. Iščeš po časopisih, iščeš pri sorodnikih in upam, da mi je uspelo malo predstaviti. Jože Divjak Pepe je bil eden izmed 9 otrok trgovca Josipa Divjaka in Marije Štih, on iz Kostanjevca, ona iz Kleka nad Trbovljami, ki je odprl svoj atelje. V koncem 30 let se pred drugo svetovno vojno poročil z Dušico Lopac, nečakinja Stanka Blovtka. Zakaj to govorim? Ker je potem
Pepe hodil z blovtkam, po Sloveniji pa je bil tle v Planici in ima fotografije, kje ne bi stale tele skakalnice in tako naprej. Zraven je Blovdek hodil k obrtniku Andreju Zupanu po rodu iz Krope, ki je imel svojo proizvodno ročnikov gasilskih in pump in je tam pustil tudi precej gradiva. Po koncu vojne je on posnel Požgano ribnico s 36 posnetki, je dokumentirano in se spomnim, ko je on govoril, ja, pol je bil pa fotoreporter, pa se je vozil za tistimi odprtimi avtomobili, da so dirkali po nekih naseljih, pa je mogel se sklanjati, pa vstajati, pa ravnotežje loviti, pa slikati Tita. Pa mi je govoril o tem, kako je Tito imel že zmeraj navado po kosilu se vleči na travo, mislim na odejo v travi in pol mi je govoril tudi o Bledu. No in potem sem jaz dobil te filme, jaz nisem niti imel Smer, pa sem založil. Ne. In je prav zanimivo, da so filmi zelo dobro ohranjeni, niso plesnivi, tako fotografi vejo, kaj to pomeni, niso poškodovani, nimajo takih ras, tako da je uspelo in vam mora biti hvaležen, ker tako je, ne, nihče ni prerok v lastnem kraju, da ste ovrednotili njegovo delo in za namcem pustili neki dokument. Jaz upam, da v tistem arhivu bodo še kakšne druge stvari. Tako da, hvala lepa. Jaz pa tudi, kar bom našel. Bom rekel Pavletu hvala za pobudo in za pomoč. Vsem, ki pa zdaj še nimate razgledov v roki, pa le priskrbite si jih in poglejte, katere fotografije so noter, ker tele dve tukaj zgoraj sta samo za radovednost buditi. Tako. Hvala lepa. V članku Razgledi so vsako leto tudi zapišajo predstavniki Turizma Bled nek povzetek omemb našega kraja v svetovnih medijih. Ker se predstavnica za stike z javnostjo Maruša Kobal-Novak zaradi nepredvidene odsotnosti ni uspela udeležiti dogodka, bom samo na kratko na njeno željo povzela zapisano. Tudi leta 2024 so ugledni tuji mediji Bled pogosto predstavljali kot eno najprivlačnejših evropskih turističnih destinacij. Revija Condé Nast Traveler ga je izpostavila kot enega najbolj romantičnih krajev za poroke in zaroke, medtem ko je The Independent poudaril Blejsko jezero, srednjeveški grad in romantične sprehode okoli jezera kot posebno privlačna doživetja. The Guardian je v svojih prispevkih izpostavil tudi možnost zimskih športov na Pokljuki, kjer se lahko obiskovalci seznanijo s tekom na smučeh in biatlonom. Takšni zapisi seveda vedno prispevajo k večji mednarodni prepoznavnosti Bleda kot destinacije, ki združuje naravne lepote, aktivni oddih in romantično vzdušje. Saj ne moremo reči, da nas kaj od zapisanega posebej preseneti. Lepote Bleda so pač že od nekdaj predmet spevov in opevanj. In časopisni članki so seveda le ena od publikacij, v katerih se pojavljajo. Damjan Mulej, ki je zaposlen kot univerzitetni diplomirani bibliotekar v knjižnici Blaža Kumardeja na Bledu ter v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici, se je že v diplomski nalogi podal v svet domoznanske dejavnosti in skupaj z nam vsem znano sodelavko Ireno Razinger postavil temelje za začetek sistematičnega ukvarjanja z domoznansko dejavnostjo. Za Razglede vsako leto pripravi popis literature o Bledu in okolici. Kaj pa se je dogajalo na tem področju v letih 22 in 23? Katere so bile najpomembnejše publikacije, ki so obogatile vaše knjižnične police? Ja, dober večer. Se pravi, kar se tiče Bleda in okolice, je sigurno v tem obdobju za izpostaviti knjigo, imamo tukaj avtorja pred nami, gospoda Janeza Bizjaka, o tej poti Julijani. To je bila v bistvu sigurno v tem obdobju najbolj iskana knjiga z domoznanskega področja. Potem izšlo je še recimo, da izpostavim še zbornik Planinskega društva,
tudi zelo en tak bogat dokument, fotografsko in vsebinsko. Potem je išla tudi ta knjiga Bledology, še v angleščini, potem smo dobili tudi slovenski prevod, ampak sigurno v primerjavi s gospodovo knjigo je bila manj iskana. Torej zmagovalec je Janez Vizjak. Tako je, sigurno. Potem je pa še mogoče tak zelo taka zbrane zgodbe na Vizenine Bled, tam tudi zdaj stoji knjižnica, je bila tudi izdana knjiga Zgodbe iz Vizenin, to so pa v bistvu pričevanja bivših zaposlenih, ena taka drobna knjigca, ampak z veliko vrednostjo. Hvala lepa. Damjan, v članku zapišete, da je bibliotekar, knjižničar na nek način podoben zdravniku. Ja, to je v bistvu anonimen zapis z ene ankete, ki smo jo pripravili, pa zdaj ne vem več, če je to z prve ankete, z te zadnje lanske, ampak to je bil res en zapis enega našega uporabnika, da dejansko bi vsak posameznik mogel imeti tudi, kakor ima osebnega zdravnika, tudi osebnega knjižničarja. In dejansko je to zelo drži, če majčkeno bolj globoko pomislimo, veliko ljudi sploh zmeraj več, bom rekel, v tem ponorelem svetu, smo zmeraj bolj sami, čeprav imamo zmeraj več teh pripomočkov pa akcij takšnih in drugačnih, ampak smo zmeraj bolj sami in dejansko knjižničar res vsakega posameznega svojega uporabnika zelo dobro pozna. Če se zelo poglobi v njega, dejansko te kar strah rata, tako dobro ga poznaš. In lahko že tudi skozi knjige kaj napoveš. Mu pa res pravo knjigo, ko ga enkrat dobro poznaš, mu dejansko res zelo lahko pomagaš. Se tudi temu področju reče biblioterapija. Tako da to je ena zelo, zelo dober opis. In ta sodelavka, ki ste jo prej omenili, ki se je v bistvu upokojila, tudi v tem obdobju, ki je ta bibliografija v bistvu napisana, ja. Je bila res en tak primer, bomo rekli, zdravnika. In veliko ljudi je bilo v stiski, ko so zvedeli, da nas zapušča. Tako da je bil en tak, bom jaz rekel, en privilegij biti njen sodelavec, pa privilegij je bilo tudi uporabnikom, da so imeli tako knjižničarko. Dejansko res. Tako da jaz sem pol poskrbel na en tak način, da v bistvu je ona z nami še vedno in z vami vsemi prisotna. Tako bom rekel, v spomin in opomin. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, zdaj pa zaključujemo ta uraden predstavitveni del in vabim še enkrat na oder še vas tri. Pa prosim, ja, da se vam vsem skupaj uradno zahvalimo in da se naredi ena lepa fotografija. Saj veste, če ni fotografije, potem kada nismo nič naredili. Rosko že čaka.
kot ste zdaj lahko slišali, kar je zapisano v 14. številki, ne bo pozabljeno. Muzejsko društvo Bled skupaj z uredniškim odborom, monografije in občasnika Razgledi svoj pogled že usmerja naprej v 15. številko, v nove zgodbe, ki kar kličejo potem, da bi jih nekdo zapisal. Zato, kot že rečeno, poziv in prošnja vsem obstoječim avtorjem in novim peresom, če je koga zasrbelo, čakamo na nove zgodbe. Bled z okolico, mi, naši otroci in njihovi otroci si to zaslužijo. Zgodovina je, kot smo rekli že večkrat danes, spomin skupnosti. Brez nje družba izgubi občutek, od kod prihaja in zakaj je takšna, kot je. Ohranjanje zgodovine pomeni ohranjanje kolektivnega spomina. Del kolektivnega spomina pa je tudi glasba. Naslednja pesem, s katero bosta Jani in Sarah zaključila uradni del dogodka, je ena najbolj pogosto prirejanih skladb 20. stoletja. Ne dvomim, da bo tudi v vas prebudila kakšen spomin. Filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright ones are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you, sunny. Thank you for the sunshine bouquet, oh sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true. I love you. Once